Se slišimo? Ok, pastir še mora klobuk. A sem dober tak? A je vredo, otroce? Ni vredo. Vejte, zdaj vam bom jaz povedal eno božično zgodbo še eno, ampak zgodba bo tako, kakor je videl pastir, ker jaz sem zdaj oblečen pastire, se vidite. Imam tako obleko, smo pred 2000 leti nosili, pa take klobuke nosili. Kaj pa to naprej imam pred sabo? Torej, ogenj imam. Torej, tako bomo naredili. Palco bom pa tukaj imel, če kakšna zver pride. Torej, moje ime bom kar brez maske. Bo še tako, ne? Torej, moje ime je pastir Boris. Torej, Boris je moje ime. A je kakšen Boris tukaj? Boris, kaj pa kakšen Jaka? Mojca? Je kakšna Mojca? Kakšna imena pa imate? Helena? Kaj pa Franska? Frančiška? Jožica? Ne, ok. Dobri, jaz sem Boris. In jaz sem pastir in če bi me zdaj vi otroci vprašali, zakaj sem jaz sploh postal pastir, torej jaz bom pripovedal zgodbo, kako se je Jezus rodil pred 2000 leti. Torej Jezus, prej smo videli zgodbo, 2000 let nazaj se je to zgodilo in bom povedal, kako je to pastir videl, ko je tisti čas živel. Torej bilo je tako, mojim staršem ime Slavica in Mirko. Tudi ona dva sta bila pastirja. In jaz sem postal pastir zato, ker mi je enostavno bilo to všeč. Recimo ovčke, a ste že videli v živo kakšno ovčko? A ste že kdaj pobožali? A hočete potipati, ovčje kože imam tukaj, a hočete potipati? No dajte, pridite, kar dajte. A je v redu to? Ok, dobro. Dobro. No vidite, tole, recimo do ovčjih kož, enkrat na leto jih ovčke obrijemo, enkrat na leto in dobimo to ven. In zdaj vidite, zakaj jaz ne bi bil pastir, če je to tako fajn pri ovčkah biti. Pa še ena lepša stvar je, kdo rad hodi v vrtec? A gre se radi v vrtec? A gre se radi v vrtec? Kaj pa v šolo? Torej, pastir nič ne hodi v šolo. Zato je bil tako dober pastir, jaz nisem v šole, nisem vrtco, ampak se vseeno moram učiti, mi smo se takrat doma učili, šola je vseeno v redu. In pastir je tudi včasih zahtevno delo, torej po eni strani je lepo, ker si med živalmi, med ovčkami si, jih lahko božaš, po drugi strani pa tudi zelo zahtevno delo, ker lahko pridejo kakšne divje zveri. Kakšne divje zveri bi lahko prišle? Kakšen medved, pa volk, lisice. Torej, kako? Nisem slišal. A ja, ok, dobro, to lahko. In vam bom opisal jaz pa en dan, recimo, kako poteka pastirski dan. Kdaj mislite, kdaj se jaz stanem zjutraj? Torej, jaz se stanem med 4. in 5. uro zjutraj. To pa za jaz ne rad tako poležavam, ker pastirji moramo delati. In ko se vstanem, se umijem, tudi zobe si umijem zjutraj, tako kot vi, si umijete zobe. No, tudi pastirji se umivamo zobe. Potem pa grem že delati. Grem pomost ovčke, da dobimo mleko. In to delam približno 1 uro jih molžem, da dobimo mleko. 1 uro, to je dolgo. Potem pa imam zajtrk. Ampak zajtrk je bolj taki, recimo mleko. Tako mleko imamo, mleko pijem, pa potem še imam kruh. Ampak to je vse. Čokolešnika, pa čokoladnih kroglic, tega mi nismo poznali, ali pa kakšen cornflakes, ali pa kaj še imate, Nutello. Imate radi Eurokrem? No, tega ni bilo takrat, Nutelle nismo imeli. Samo kruh pa mleko. Potem, ko sem pa imel po zajtrku, smo pa šli na pašo. Se mora ovce peljati na pašo in smo cel dan bili v naravi, cel dan. In zvečer, ko smo prišli domov, smo mogli prešteti ovce, da je bilo točno število. In tudi ovčke, recimo včasih se jim kakšen trn zapičil, pa to boli, pa smo tudi mogli jih rešiti, da smo trn dali ven iz kože.
In potem smo šli počasi spat, no smo še pa povečerjali nekaj. Za večerjo smo pa kaj boljšega imeli, recimo kakšno klobaso smo imeli, pa kakšen sir, tudi sirčke smo imeli, ker smo ga sami delali. Ampak vam bom pa povedal, zvečer smo si pa radi kakšne zgodbice od ognju pripovedovali. Recimo zvečer smo imeli tak ogenj in smo se pogovarjali med seboj. In tudi stražiti smo mogli pri čredi, ker zvečer so rade prišle zveri. Kakšen ris je prišel, kakšna lisica, kako? Tudi mravlje, tudi. In enkrat zdaj pa poslušajte, kaj se je enkrat meni zgodilo. Jaz sem bil zvečer na straži. Veste, straže tisto, da pač paziš ovčke. In naenkrat bila pa res tišina, tako zdaj, čisto tiho bilo, nič se ni slišalo. Samo se je slišalo prasketanje ognja, res čisto tiho je bilo. In potem naenkrat v daljavi se zaslišijo eni glasovi. Poslušajmo, morda bomo pa slišali. Au, au, pa vedno bolj na glas je bilo. Au, au. Kdo se tako oglaša? Volk je bil. Volk verjetno, jaz mislim, da je bil volk, ampak jaz sem pastir Boris, jaz se ga nisem ustrašil. Jaz sem stal, sem vzel palico, sem dal palico v ogenj in sem šel za tole gorečo palico proti glasu. In ko tam, ko sem videl v temi, ko se je posvetilo, da je črn volk, je imel take zrobe pa renčal. Ampak jaz se ga nisem ustrašil, jaz sem šel kar z ognjem proti njemu. Ampak on se tudi nič ni ustrašil. In na srečo je prišel pes Runo, jaz imam čuvaja Runota in Runo me je potem rešil, ta zlati pes, da ga je odgnal. Dobro, to je malo bolj strašna zgodba, bila ste še je bilo kar nekaj takih. Ampak je bilo vse dobro, pes ga je odgnal, tega volka, je šel v stran. No pa bom pa povedal eno lepšo zgodbo, ki se je pa tudi res zgodila pred 2000 leti. Bilo je pa tako, bom malo prebral kaj. Torej, bil je tudi večer, svet večer, hladno je bilo, zdaj v cerkvi imamo precej toplo. Recimo takrat, ko si pihal zjutraj, kaj se zgodi zjutraj, če je mrzlo, kaj se je vidi, ko pihnemo? Sapa se vidi. Torej, če je fest mrzlo, ko dihamo, se vidi sapa. Tako je bilo kar precej hladno, luna je bila, zvezde, bilo je kot en dan. In čreda ovac, ko smo imeli čredo ovac, je bila nenavadno mirna, zelo mirne so bile ovčke tisto noč. In tudi mi pastiri, ko smo se med seboj, oprosti, zdaj vi otroci, vas nič ne gledam tam. Torej, mi pastiri, ko smo v ognju sedeli, smo nekaj pričakovali, pa nismo vedeli kaj. Res taki spokojen, tako danes, ena lepa, taka mirna noč je bila. Nenadoma pa se oglasijo naši psi. Kako se oglašajo psi? Hov, hov, hov. A tako ali tako? Hov, 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 hov. Dobro, psi so se oglasili, ampak niso bili jezni, nič. Tako lepo so zalajali. Hov, hov, hov. In potem v daljavi zagledamo oslička, na njem mlado ženo in poleg oslička in mlade žene je bil pa sveti Jožef, je prihajal z njo. In oddaleč, ko smo se mi približali, smo videli, da je žena noseča, da pričakuje otroka. In hitro smo jo vprašali, kaj pa tako pozno delata pri nas. In sta rekla, da jo je lastnik, ko ste prej v igrici slišali, gospodar jo je poslal v našo votlino, da bi naj prenočila, ker pričakuje otroka in je bilo precej hladno. In seveda mi smo takoj, pastiri smo takoj pospremili Marijo in Jožefa v hlevček naš, da jim je bilo tam na toplem sta bila. Potem pa mi, ko smo jim pripravili ležišče, smo dali take kože po tleh, da jima ni bilo mrzlo. In potem smo mi šli v stran. In sta sama ostala naše žene, smo tudi poročeni, so pa poskrbele za Marijo in Jožefa. In medtem je Marija porodila dečka, ki mu je bilo seveda ime Jezus, kot veste. Ta noč je bila zelo vesela.
A veste kakšno zgodbo o Jezusu, potem ko je on zrasel? Kdo bi kaj vedel, kakšno zgodbo? Čudeže? Ok, kaj še? Kako? Ja, obesili so ga tudi na križ, ja. Torej, čudeže delal, kako? Tudi vstal je od mrtvih, pomnožil je kruh in ribe, tako je. Torej, veliko dobrega naredil. Pa še eno pomembno stvar je rekel, če boste vedeli, torej, da naj imamo radi drug drugega, kakor samega sebe. Torej, da si odpuščamo, pa še posebej ta noč, kot je danes, recimo, tukaj ste vi prej zgodbo videli, zdaj jo poslušate, pa vas prosim, otroci, da to veselje, ki ga imate v svojem srcu, pa danes ste prišli sem, lahko bi morda doma ostali, na koncu boste še lahko jaslice v živo videli, tam od zadaj, ponesite domov, pa še nocoj se Bogu zahvalite, da ste lahko bili tukaj, pa za življenje, pa za starše. No? Za starše se zahvalite, ker vas imajo zelo radi, so vas sem pripeljali in to je en velik dar, da lahko starši prijete sem v cerkev. Dobro je, jaz bom zdaj končal, ker mislim, da je bilo veliko povedanega, a vam je všeč tale ogenj? A je vredo, je kar lep. Dobro je, jaz se bom zdaj preoblekel, pa bi še prosil Karmen za kakšno pesem. Vi pa še lahko malo potipate tele kože, če želite.